Petra in Branka sta prijateljici. Najraje gresta v gore. Danes je pot na goro za Petro posebej zahtevna. Pot navzgor nikoli ni lahka, pove Branka. Treba se je potruditi, da je na koncu trud poplačan z lepim razgledom z vrha. Nekako tako je tudi z izobraževanjem, ki je kakor pot na goro. Kako z izobraževanjem? V najinih letih se res ne bova več izobraževali, kaj šele hodili na goro znanja, saj sva stari že čez 50. Vse ljudje se vse življenje izobražujemo. Temu se reče vseživljenjsko učenje in res ni pomembno, koliko si stara. Veš, udeležila sem se tečaja računalništva. Ti pa računalnik! Zagledata 3 planince, ki se vračajo z gore, in Branka Petri predstavi prijatelje, s katerimi se je srečevala na izobraževanju. Njim pot na goro znanja ni bila težka. V našem podjetju smo se odločili, da bomo izobraževanje prilagodili maksimalno potencialnim podjetnikom in zaposlenim. Med samim izobraževanjem smo reševali njihove konkretne probleme, s tem tudi reševali njihove probleme na njihovem delovnem mestu. Trudili smo se, da odgovorimo na čim več vprašanj, po možnosti tudi taka, katera trenutno jaz nisem vedel, ker pač ne poznam njihovega poslovanja, pa smo mi to predebatirali in prišli do konkretnih rešitev. Tečaj je bil zelo zanimiv in poučen. Pridobili smo kar veliko novih spoznanj. Moram reči, da smo v našem podjetju ta spoznanja znali kar tudi dobro praktično uporabiti. Tako da zdaj veliko teh stvari, ki smo se tam na tem tečaju naučili, jih uspešno vpeljujemo tudi v našo prakso. Ker vsi vemo, da računalniška pot je strma in ogromno nas je prišlo smo generacije, ko v šolah nismo imeli toliko računalništva in to res zelo potrebujemo. Ustavita se ob drevesu in zadihana Petra prizna, da bi tudi sama rada poskusila kaj novega, vendar ima tremo. Ne upa si spregovoriti pred drugimi. Pravi, da ji kar dih zastane, ko bi morala spregovoriti. Vpraša, kje bi se lahko naučila učinkovitega komuniciranja. Pot na vrh je z dobrimi izvajalci lažja. Kaj pa, ko naša komunikacija, ko naše življenje, ko naš vsak dan zajema komunikacijo z bolniki, z umirajočimi, starostniki, z osebami s posebnimi potrebami, ki veljajo za posebej občutljive kategorije ljudi. Takrat pa tudi komunikacija postane posebej občutljiva veščina, ki jo moramo znati obvladovati. Če smo na tole zastavljeno vprašanje lahko odgovorili z da, zadovoljen sem s svojo komunikacijo, s svojim nastopom, s svojimi odnosi, z reševanjem konfliktov, odlično. Če ne, potem pa je morda čas, da na tem področju nekaj naredimo. Pa uspešno. Ko nadaljuje ta pot, Branka spodbuja Petro. Veš, vsi imamo še kakšen primanjkljaj v znanju, ki ga moramo ali želimo nadoknaditi, in res ni pomembno, če si starejši od 45 let. Obe že rahlo zadihani tik pod vrhom opazita, da nasproti prihaja mlajša gospa. Petra jo otožno gleda. Branka potolaži Petro, ki že vsa rdeča v obraz skoraj obupa, da tako blizu vrha že ne sme obupati. Starejši in mlajši še kako lepo sodelujejo ob izmenjavi izkušenj in mnenj. Temu se reče medgeneracijsko sodelovanje. Poslušaj. Na srečanjih udeleženci pridobijo številna teoretična znanja, pa tudi spretnosti in veščine, ki jih lahko uporabijo tako v svojem delovnem okolju, kot tudi zasebnem življenju. Sama se trudim, da delavnice potekajo v sproščenem, vedrem vzdušju, da so udeleženci sproščeni, motivirani za sodelovanje, da se lahko med sabo pogovarjamo, si izmenjamo izkušnje, znanja, nasvete in ne nazadnje, da se imajo lepo in predvsem, da se v sami skupini počutijo dobro in sproščeno. Naše delavnice vsebujejo številna sodobna znanja, spretnosti, veščine,
ki se jih udeleženci morda niso učili v sklopu formalnega izobraževanja, ampak so v hitro spreminjajočem se življenju 21. stoletja zelo dobrodošla in včasih kar nujna. Nekateri pridejo do vrha po eni poti, drugi hodijo po drugi. Nekateri se ustavijo na pol poti in tam dosežejo cilj. Le obupati ne smemo. Vsaka pot, še tako dolga ali strma, ali nezahtevna ali zahtevna, se začne s prvim korakom. In to je tvoj, moj korak. Naši uporabniki so se vključili v program Moj korak. To so delavnice raznih ročnih spretnosti, učenje tujega jezika, najbolj všeč so jim ekskurzije. V teh delavnicah so se uporabniki naučili in spoznali veliko novega. Kot sami pravijo, da se takšnih delavnic, kjer se vključuje, počutijo dobro in se veselijo, da bi imeli še več takšnih delavnic. Petra se končno sprosti in nadiha svežega zraka na Uršlji gori, se ozre v dolino in ugotovi, da je podeželje pravi izziv. Poglej, poglej, tam je udeleženka izziva podeželja. Stopiva do nje, da jo vprašava, kako je bilo v tej skupini. Spoznali smo nove pristope k uspešni pridelavi vrtnin, kot so priprava kakovostnega komposta, pravilna zasaditev in ustrezno gnojenje. Teoretično znanje, ki smo ga pridobili med našimi srečanji, smo podkrepili tudi z ogledi na terenu. Zame je bil še posebej zanimiv učni poligon samooskrbe Dole, kjer so prikazane številne rešitve, ki so plod večletnih raziskav in izkustvenega dela. Videli smo, da v praksi uspešno deluje. Program je izpolnil moja pričakovanja in ga z veseljem priporočam vsem, ki bi radi še bolj spretno vrtnarili in postali samooskrbni. Petra se končno zave. Razgled z gore znanja je prečudovit. Četudi je pot do tja naporna, strma in zahtevna. Ko se ozreš po prehojenih stopinjah, vidiš, da trud ni bil zaman.